Teniški navdušenci, lep pozdrav v projektu Teniško aktivni. Moje ime je Robi Cokan in sem trener v Cokan Tennis Academy. Danes je z nami Luc, rekreativni teniški igralec. Luc, povej mi, kje se soočaš z največjo težavo, ko igraš tenis? Robi, zdravo. Jaz imam sicer največjo težavo, ko si naredim točko, pa dobim na koncu neko lahko mrtvo žogo, pa jo hočem zaključiti. In sicer tu je največji problem. Mislim, da nisi edini s tem problemom. Ogromno igralcev se srečuje s problemom, ko si pripravijo, vidijo že točko je skoraj narejena in potem to zgrešijo. Nekaj je seveda tehničnih narav, ki jih bomo danes s 3 vajami pogledala, se pa pojavi tudi kakšna psihološka prepreka. No, pa si poglejmo 3 vajce. Pri napadalnem udarcu je zelo pomembno, da mi žogo udarimo pred sabo, stran od telesa in da jo usmerimo navzdol. Kako to naredimo? Pripravo višje gor, se pravi lopar dvignemo višje, potujemo naprej navzdol in zaključimo malo nižje. Prvo vajo z Lucem bova naredila tako, da bo Luc naredil ping-pong servis v tla, s tem, da si bo sam vrgel žogo naprej in jo usmeril lepo v tla z zapestjem navzdol. Ja, pa poskusva, se pravi, vrži si žogico navzgor, ja, kar probi, da jo iz zraka odbiješ, se pravi v zraka navzdol. Tako, lopar gor in pred sabo lepo z zapestjem navzdol. Dvigni lopar, gledaj, da jo imaš pred sabo in žogo usmeriš v tla. Tako, dober kontakt, zelo dobro. Še 2-krat, hop, tako, še enkrat, pred sabo, tako, zelo lepo. Prva vaja je za nami, pa si poglejmo drugo vajo, kjer bomo poskušali to narediti malce bolj dinamično. In sicer, Luc, jaz ti bom vrgel žogo od zadaj, počakaš, da te žoga prehiti in poskušaš pred sabo narediti zopet poklop in ping-pong servis. Ja, paziš na razdaljo, da te žoga prehiti, tako, in še vedno delamo na ping-pong servisu, zapestje navzdol, tako, čim bolj tekoče, lopar dvigneš in tekoče navzdol. Zelo dobro, ja. Zelo dobro razdaljo imaš, tako. V 3. vaji bomo sedaj to poskusili še v praksi. Lucu bom podal lepo žogo, mrtvo žogo, on pa bo poskusil eno odigrati v tla, eno preko mreže, z nogami pa bo iskal pravilno razdaljo in poskusil žogico zadeti v višini ramen. No, pa poskusiva s prvo žogo. Eno odigraš v tla, zapestje lepo dol, iščeš pozicijo, višina ramen, tako, ja. Jaz ti bom dajal žogice malce v levo, desno, da ti z nogami poiščeš, tako, ja, eno v tla, zelo dobro, zapestje gre naprej in eno čez. Takole, Luc, pa sedaj poskusiva to še v praksi, odigrava dolgo žogo, ko dobiš kratko, pritečeš do nje in jo lepo pokriješ. V redu? Pa greva. Takole, kar igrava, ja. Čakaš primerno žogo, poiščeš razdaljo in pred sabo odigraš. Probi biti še bolj miren, ne na hitro delati priprav. Pravi, dolga žoga, tako, mrtva žoga, razdalja in pred sabo. Zelo dobro. Takole, Luc, mislim, da je bilo že malce bolje, da si že imel točko bolj spredaj in več kontrole. Delaj na tem, da si čim bolj miren pri teh udarcih, se pravi, da je čim manj odvečnega gibanja, da paziš na kontakt in imel boš dobro uspešnost. Kako se je pa tebi zdelo sedaj pri teh napadih? Ja, se mi zdi, da smo z vami, ki smo jih učela, da je tu bilo zelo lažje zadeti kontakt žogice, tudi zmah. No, tako. To je bilo za danes vse. Spremljajte projekt Teniško aktivni še naprej. Naslednjič bova z Lucem pogledala servis, do takrat pa uživajte na teniškem igrišču in nasvidenje.